plantaži Monte Rosso spremljam in jo občudujem že 10 let, odkar se je nekako posadila in me navdihuje za svojo naravo, za svojo sončno platjo, z vonjem, ki ga izžareva, in tudi vsi ti pogledi na samo na vinograde, na češnje, na smokve, nekako mi daje ta navdih. In tudi nekako razstava, ki govori o plantaži, je sedaj postavljena na Stari pošti v Panorami v Kranju. Mislim, da ima Dejan 1000 fotografij, če ne več, od tega posestva, in se je zelo mogel potruditi, da je sploh zbral 18 fotografij, iz teh 1000 fotografij, katere bi nekako predstavil to posestvo. Zakaj Monte Rosso? Veliko je vprašanje, kje sva se zmislili na ta ime. Nisva si ga zmislili, to je v bistvu vas, lepa vas, skoraj opuščena, sred Istre, blizu Savudrije, in avtohtono staro ime je Monte Rosso. Tudi danes, ker je dvojezično področje, se še zmeraj imenuje Monte Rosso, pomišljaj Crveni vrh. Odločila sva se, da pač glede na to, da je zelo pomembno geografsko poreklo danes hrane, tako vina kot olja, sva rekla najbolj, da je tudi podjetje in pa produkti, da so poimenovani po lokaciji, kjer so pač bili pridelani. Trenutno imamo okrog 60 hektarov, tega 2/3 so oljk, 1/3 je grozdja, nekaj malega pa je v bistvu češenj, mandeljnov, fig, v bistvu, da smo zaokrožili celo zgodbo. Seveda pri vinih ali pa pri oljih, pa danes bi rekel, da bom skrajšal, samo pri vinih, zmeraj sprašujejo, kje je zgodba posameznega produkta. Mi imamo trenutno 3 produkte. Nero je Montepulciano iz regije Abruzzo. Zakaj Montepulciano, zakaj Abruzzo? Spet odgovor. Nisva se hotela, pa tudi najin vinar se ni hotel zapletati v te zgodbe, refoški, terani in tako naprej. Rekel, da gremo mi nekaj svojega, pustimo na mir, gremo na Montepulciano, na istem nivoju geografskem v Italiji, lepa pokrajina Abruzzo, in tam uspeva ena zanimiva sorta in smo posadili to črno vino. Potem vsak vinar danes mora imeti že penino. Odločili smo se za klasično metodo, brez dodanega sirupa za drugo vrenje, se pravi pa neka posebnost, da je pač ta penina po klasični metodi 100% malvazija in pa da na koncu po vrenju ima samo 1,3% sladkorja. Kot zadnji glavni produkt, zaradi česa sem se pa sploh odločila za to kmetovanje v narekovaju, je pa malvazija, avtohtona sorta. Če smo v Istri, smo rekli, dajmo delati malvazijo, in to 100%, brez šardonejev, brez ostalih vrst grozdja, nekako svežo pitno vino, in ga ponuditi turistu, se pravi, da naj bi imel eno pozitivno izkušnjo tudi ob obisku Istre. Tako da Kranj je v bistvu mesto, bi rekel, športnikov, kulture in pa vina.